januarski dopust smo prišli v ta leta, ko nam rezervira hčerka preko interneta. Malo se razgledamo, malo se podružimo, smo že toliko stari, da si že zaslužimo. Vse smo rezervirali, unovčili smo bon, ampak je vseeno treba dvigniti telefon, klicati, preveriti, s kom pa govorimo. Če ne vemo imena, se ne dogovorimo. To je cel dogodek, morate nas razumeti. Tole potovanje je konstantno na tapeti. Ob vsakem kosilu načnemo glavno temo, da če se že veselimo in kdaj točno gremo. Največ stresa nam predstavlja tale dolga pot. Kdaj se moramo zbuditi, kam peljemo in kot? A 7 jakn bo dovolj, če dnevi bodo oblačni? A imamo malce sabo, da ne bomo lačni? Vi se kar smejite, a poznamo mi vas malčke. Ko bo vlak zamujal, kdo imel bobovi palčke? Smo previdni, imamo cajt, vemo kdaj se hodi, in na letališču smo 19 ur prezgodni. Ko prispemo, mi smo tisti preko telefona. Zaradi nas se ponavadi tu začne kolona. Kje je zajtrk, kje večerja, kje bazeni, plaže? Vem, da piše, ampak jaz bi, da mi kdo pokaže. Ko pride večerja, jemo vedno v hotelu. Saj sem plačal, ne bom zdaj si ekstra stroškov delu. Vse v bifeju si naložim, tudi če se ne sklada. Na dopustu si vzamem vse, kar mi pripada. Ko gremo po mestu, najprej nas zanima kič. Cerkvice, fontane in obvezno en vodič. Z vsemi slikami za film si pomnilnik, kupim vse razglednice, magnetke za hladilnik. Ko je čas kosila, rabimo mize in pazice. Gledamo jedilnik, naročimo pa zmer pice. To je klasika, tudi če se gre na konc sveta, mi bi najraje, da je vse tako, ko je doma. Gremo v vse trgovine gledat, če so iste. Gledamo po ulicah, če dovolj so čiste. Pa se čim prej vrnemo v bivanje trosobno. Tam, kjer je TV in školjka, tam nam je udobno. In ko pridemo domov, naslednjega pol leta, potopisno je predavanje. Smo videli že pol sveta. Mi, avanturisti, ki lovimo sončne žarke. Zdaj naslednje leto gremo pa še na križarke.